Danes bomo spregovorili o najboljši miselni igri s kartami o Contract Bridgeu. Osredotočili se bomo na mini bridge. Poenostavljeno licitiranje in odigravanje bomo demonstrirali s pomočjo dijakov SSGŠ Šolski center Kranj. Mini bridge je predvsem primeren za začetnike, da spoznajo igro. V mini bridgeu je spuščena originalna oblika licitiranja, ki je eden izmed težjih delov bridža. Sicer je prisotna v modificirani in skrajšani obliki, da ni pretežka za začetnike. Odigravanje pa je prisotno v originalni obliki. Vendar začetniki še nimajo izdelanega koncepta odigravanja z vsemi strategijami, taktikami in metodami, s katerimi se teoretično in praktično seznanijo bolj izkušeni igralci. Contract Bridge igrajo 4 igralci s francoskimi kartami brez džokerjev za mizo. Vsak igralec v roki drži 13 kart. Igralci so poimenovani po straneh neba in glede na to tudi sedijo. Torej imamo igralca South, jug, west, zahod, north, sever in east, vzhod. Skupaj igrata north in south in east, west. Govorimo o partnerjih, ki sta lahko izvajalca oziroma obramba. Če sta v vlogi izvajalcev, skušate narediti napovedane vzletke. Če sta v obrambi, pa želita preprečiti izvajalcema, da bi naredila kontrakt. Bridge je igra na vzletke, namreč višje karte v določeni barvi oziroma aduti vzamejo štihe oziroma pravilno slovensko vzletke. Barve kart glede na rang, če jih naštejemo od najšibkejše do najmočnejše so križ, kara, srce in pik. Torej je pik najmočnejša karta, glede na barvo križ pa najšibkejša. Ostale karte pa so vmes. Kot je bilo omenjeno, imamo 4 barve. Znotraj barve pa so karte zopet razvrščene po rangu. Najmočnejša karta v sklopu figur je as, sledi kralj, dama in fant, poba oziroma jack. Spoštovanja vredni karti sta tudi 10, angleško 10, zato tudi oznaka T in 9. Te 2 karti se imenujeta tudi spodkarti, ker imata potencial pri odigravanju. Sledijo pa še tako imenovani plateljci, 8, 7, 6 pa tja do dvojke. Izraz plateljci prihaja iz staroka še nepopularne igre s kartami. Moč kart se ugotavlja s štetjem figurnih točk. Znotraj vsake barve imamo asa, ki šteje 4 točke, kralja, ki je vreden 3 točke, dama ima 2 točke in fant 1 točko. Ko prištemo vse točke znotraj vseh 4 barv, imamo informacijo, ali bomo izvajalci ali obramba. Vseh točk skupaj je 40, za izvajanje potrebujemo vsaj polovico figurnih točk ali več skupaj s partnerjem. Karte se običajno vzamejo iz borda, kamor se naložijo pred igranjem. Služijo pa igranju podvojenega bridža, kajti na tekmovanjih za različnimi mizami igrajo določen krog z istimi kartami. S tem izključimo srečo in lahko ugotovimo, kateri igralci so najboljše izkoristili dodeljene karte. Bord ima 4 žepke, kamor se vloži 13 kart za vsakega igralca. Žepki so ravno tako označeni s south, west, north in east. Vsak igralec pa ima na bordu tudi informacijo v obliku rdeče ali zelene nalepke. Govorimo o ranljivosti oziroma neranljivosti oziroma prvi ali drugi manjši. Kot že lahko sklepate, kadar imamo pred sabo rdečo barvo, smo v ranljivem načinu, kar pomeni, da pišemo v primeru uspešno izvedenega kontrakta več točk, kot če smo v zeleni, neranljivi obliki. Zelo pomembno je, da dodeljene karte v roki držimo čim bolj pregledno. Na svojo levo stran si zložimo pike, sledijo srca, potem črna barva, v kontrastu to je križ in na desnem robu imamo rdečo karto z značilnim znakom kare. Poleg tega, da imamo karte zložene po barvah,
da imamo pregled nad njimi, kar je zelo pomembno pri licitaciji in odigravanju. Morajo imeti tudi razvrščene pomoči glede na določeno barvo. As, kralj, dama in na koncu platelj 2, če ga imamo. Poleg borda imamo še en pripomoček za igranje bridža, ki se imenuje licitacijska škatlica oziroma angleško bidding box. Ta naprava služi za licitiranje. Domače povedano, z njim v dogovoru s partnerjem preko položenih kart na mizo, tako strani izvajalca kot partnerja, določimo, koliko štihov smatramo, da lahko naredimo s prejetimi kartami. Licitacija bo lahko potekala en križ, ena kara, ena srce, en pik, 2 križ, pas, pas, pas. Igrali bomo adutsko igro na drugem nivoju, adut pa bo križ, torej smo napovedali 8 štihov, da jih bomo naredili. Želimo pa jih seveda narediti čim več. V bridžu sta možni 2 igri, barna oziroma adutna igra in brezadutna igra. Angleži rečejo brezadutni igri no trump oziroma NT. Trump pa v angleščini pomeni adut. Adutno igro igramo takrat, ko imamo s partnerjem fit v določeni barvi, kar pomeni, da imamo 8 kart ali več določeni barvi. Lahko naredimo sklep, da imata partnerja samo 5 kart, v primeru fita 8 kart. Torej imamo veliko premoč v adutih, kar nam omogoča narediti napovedan kontrakt. Največja prednost adutne igre pa je rezanje z aduti. Ko nimamo več določeni barvi kart, takrat tako barvo porežemo z adutom. Brezadutno igro pa igramo takrat, ko v določeni barvi s partnerjem nimamo fita 8 kart. Imamo pa uravnotežen list 4-3-3-3, 4-4-3-2 ali 5-3-3-2. To niso številke artikle, naprimer borda ali celo licitacijske škatle, ampak pomeni, da imamo 4 karte, naprimer v piku, 3 karte v srcu, karu in križu. Če se še partner nagiba s uravnoteženimi kartami, naj vas opozorim, da so nasprotje uravnoteženim kartom distributivne karte. Naprimer imamo 5 kart, 6 srcev, enega križa in pika. V brezadutni igri, kot izraz sam pove, nimamo adutov. Če določene karte nimamo, v tem primeru odmečemo karto, ki ni vzetek, oziroma imamo nižjo karto pomoči, kot je igrana, izgubimo štih. V tej igri se nam pogosto zgodi, da nam nasprotnik z dolgo barvo vzame tudi 6 ali 7 kart v nizu. Na sliki vidimo stopnice, pa ne načrt stopnic za stanovanje, ampak nam na ilustrativen način kazujejo, na katerem nivoju igramo glede na figurne točke. Z igro se lahko spogledujemo, ko imamo s partnerjem 20 figurnih točk ali več. Za 24 skupnih figurnih točk imamo potencial za prvi ali drugi nivo. Če pa imamo uravnoteženo kar in 25 ali več točk, pa lahko igramo manjšo, brez adutov, tako imenovani 3NT na 3. nivoju. Pa smo že pri prvi manjši 3NT, ki prinaša bistveno više točke kot na 1. ali 2. nivoju. Samo, da se predstavljate za narejen kontrakt v brezadutu na 2. nivoju, torej je bil kontrakt 2NT in dobimo 120 točk. Za 3NT pa 400 točk, če smo v neranljivi obliki, oziroma 600 točk, če smo v ranljivi obliki. Govori se, da je bridž igra na manjšo, točke pa alfa in omega bridža. Te nas postavijo kot slabega, dokaj dobrega in odličnega igralca bridža. Mi v volku pa so točke pred nami. Iz točkovnika ugotovite, da obstajata na 4. nivoju manjša v majorju. V bridžu rečemo, da so piki in srca majorji, boljše točkovane karte. Kare in križi so minorji, slabše točkovane karte. In posledično tudi manjše na 5. nivoju. Torej, moram narediti 11 štihov, daleč najboljše pa sta točkovana mali in veliki slem. Tu pa so že točke blizu 100 ali več in sežejo celo do 2220. Je pa razumljivo, da narediti 12 štihov za mali slem
in 13 štihov za veliki slen, kar pomeni, da nimamo nobenega izgubljenega štiha. Veliki slen ni enostavno narediti, pa še zelo močne karte moramo imeti. Za vsak padec pa prejmemo -50 ali -100 točk, glede na to, ali smo ranljivi ali neranljivi. Za vsak nadštih pa dobimo od +30 ali +20 točk, glede na to, ali smo naredili kontrakt v brezadutu, majorju ali minorju. Seveda pa lahko dobimo kontro na naš kontrakt, celo rekontro. Takrat pa v primeru neizvedenega kontrakta nas čakajo visoke minus točke. Stvar, ki jo moramo znati, že ko prvič igramo bridge, je napad, ataka. Če smo za izvajalcem, ki je dobil kontrakt, moramo napasti z določeno karto. Ni pa vseeno, kaj igramo. Včasih celo že za tako izgubimo kontrakt, ker smo napačno igrali. Za začetek bo dovolj, da se glede atake v brezdutni igri zapolnite. Iz najdaljše barve, ki jo je citiral nasprotnik, bomo atakirali. Igramo najvišjo karto iz sekvence, torej če imamo asa, kralja, damo, še kakšne številčne karte, atakiramo asa. Drugače pa atakiramo iz tretje karte, če imamo 4, seveda nimamo sekvence, ali peto karto, če nimamo sekvence od 5 ali več kart. V adutni igri pa bomo atakirali poleg preomenjenih atak še karto v enojcu, če jo imamo. S tem bomo omogočili rezanje z aduti, kar pomeni dodatne štihe. Že pred nekaj časa so nam dijaki pokazali, kako se igra. Igrali so Urh na Saf, Julija na West, Mark na Nord in Polona na East. Najprej igrači vzamejo karte iz borda in si jih precizno namestijo v roko po barvah in moči kart, kot smo predhodno razlagali. Najbolj so se razveselili asa, ki šteje 4 točke, nekoliko manj kralja, ki šteje 3 točke, dama in fant pa imata 2 oziroma 1 točko. Na bordu je še en podatek, ki ga nismo omenili. Enemu piše delilec. Zato prvi pove svoje figurne točke ostalim igralcem. Vsak igrač lahko ugotovi, koliko točk ima s partnerjem. Če presežeš 20 točk skupaj s partnerjem, smo že na dobri poti, da bomo izvajalec in s tem skušali doseči napovedani kontrakt. Vidite, na sliki so karte omogočile izvajanje Urhu njegovemu partnerju Marku, kajti skupaj imata 24 figurnih točk. Julija in Polona pa sta obrambni igralki, imata 16 točk. Glede na to, da bo Urh izvajal igro, Mark pa bo miza, pa morda še lahko naštevamo čudna imena za to funkcijo pri bridžu, lutka, mrtvak, norček. Julija, ki je levo od Marka, imela napad. Še prej pa bosta Urh in Mark ugotovila, ali imata morda fit določeni barvi. Če ga nimata, pa bosta igrala brez adutu. Mark kot miza bo položil karte pred sabo, z licem navzdol oziroma hrbtom karte navzgor, vendar bo na svojo desno stran naložil pike, potem pa proti levi srca, kare in križe. S tem bo Urh videl, koliko kar določi barvi ima Mark. Svoje pa vidi, iz opazovanja je gotovil, da imata z Markom fit v piku. 8 kart v piku s strani Marka in Urha. Na vse dobljene informacije, 27 točk in fit piku, se Urh odloči, da igrasta 2 pik. Ta kontrakt pomeni, da boste morali narediti 8 ali več. Mark ima še vedno karte na hrbtu in sedaj lahko bolj jasno vidimo, na kakšni podlagi je lahko Urh napovedal fit v piku. Mark ima 4 karte v piku, prav tako Urh, skupaj imata lahko 8 plus kart v piku. Julija izvede atako, torej na mizo vrže karto, kot smo prej opisali, odvisno kaj ima, enojca, sekvenco, tretjo karto v 4 ali peto karto 5 ali več. Ko taki Mark kot miza obrne karte na lice, sedaj Urh razpolaga svojimi kartami, še s kartami Marka. Mark, ko bo govoril, katero karto naj igra. Edina naloga Marka je, da polaga karte na mize po navodilih Urha. Osnovno pravilo
Za odigravanje je barvanje. Če so drugi igrali pika, moramo tudi mi barvati pik. Kar pomeni, da smo igrali to karto s ulico. V adutni igri pa še obstaja sladko rezanje, ne moramo barvati ali se odmetati. Odmečemo karto, ki je izgubitek oziroma jo ne potrebujemo. V brezadutni igri, kot smo že omenili, ni rezanja, je samo odmetavanje ali igranje barve karte, ki so igrali nasprotniki ali partner. Nimamo evidenc samo od administraciji, ampak tudi pri odigravanju. Če igramo kontrakt bridge, evidentiramo s pomočjo kart, ali smo dobili štih ali smo ga izgubili. Če smo dobili štih, kart položimo po konci, če pa smo izgubili, položimo karto vodoravno. Prvič smo dali plus, drugič pa minus. Na ta način lahko na koncu preštejemo, koliko štihov smo naredili oziroma izgubili. Poleg tega pa potrdimo kontrakt ali pišemo morda minus. V obeh primerih dobimo plus ali minus. Štih pa podbere najmočnejša karta na mizi. Edina karta, ki jo ne moremo izgubiti, je as v adutu. Vse ostale karte lahko izgubite, tudi če so asi, kralji, dame in podobno. Kajti nasprotniki vam režejo z adutom. Lahko pa vam tudi ulovijo kralja, damo, fanta z impasom. Kaj je impas pa kdaj drugič? Gre pa za tehniko pri odigravanju, ko igramo mimo visokih kart, kajti nasprotniki se bojijo asa, ko lovimo kralja. Lahko pa tudi kralja, ko lovimo damo. Takšna karta mora biti vedno pred karto, ki se jo boji, torej asom, kraljem. Če bo za karto, ki se jo boji, pa ne bomo ujeli želenih figur. Torej je verjetnost, da impasiramo kralja, damo, fanta, 50%. Pa še končni rezultat. Urh in Mark sta naredila 10 štihov, torej nenapovedano manjšo v srcu. Prijela pa sta 170 točk. Če bi pa napovedala manjšo v srcu, bi dobila 400 točk. Sta bila v zelenem oziroma 600 točk, če sta bila v rdečem. Igralce lahko pohvalimo za dobro držo kart do roke in njihovo razporeditev. Imeli pa so tudi urejeno evidenco dobljenih plus in izgubljenih minus štihov.